Kdaj ste nazadnje obiskali koncert, za katerega ste morali plačati? Ali pa kupili majico ali CD glasbenikov, skratka jih finančno podprli? Konce tedna si ljudje radi popestrijo z obiskom raznih dogodkov, recimo glasbenih, kot so koncerti. A vprašanje se glasi, vstopnina ali nevstopnina? Nekaterim je namreč težko plačati nekaj evrov, da bi poslušali glasbo. Morda ravno zato, ker se ne zavedajo, koliko morajo v glasbeni večer vložiti tako organizatorji kot glasbeniki. Veliko izkušenj z organizacijo dogodkov ima Aljaž Novak, ki je pomagal pri organizaciji Jazz Etno Funky festivala Jeff, sodeloval pri organizaciji dogodkov Kluba študentov občine Koper, delal tudi na Koda Events ter s kolegom Davidom Bordonom organiziral Črnošagro, enodnevni festival metal glasbe. Ravno zato ve, kaj vse stoji za organizacijo dogodka. Stroški so ogromni. Stroški, ozvočenja pod 1000 evrov težko dobiš. Odvisno spet, kolikšno je to zvočenje. Ne? Tukaj so stroški SAZAS-a, so stroški IPF-a, so stroški konec koncev delavcev na dogodku, varnosti, luči, odvoza smeti, čiščenja, tiska kart, tiska promocijskih materialov, plakatnih mest. Seveda so tukaj tudi zunanji financerji, sofinancerji prireditev, razni sponzorji, ki jih je vedno manj. Ponavadi največ prinesejo občine, torej neki javni zavodi. Gospodarskih, sofinancerjev iz nekih gospodarskih vod je pa vse manj, ker je seveda tudi tam manj sredstev, ki bi jih lahko namenili za razne sponzorske dejavnosti. V tem mesecu bi se morala odviti že 5. edicija Črne šagre, a sta jo bila organizatorja zaradi finančne nevzdržnosti primorana odpovedati. Vsako leto so se prijavljali na občinski razpis, kjer so vedno dobili nekaj finančne pomoči, a je bilo te vsako leto manj. Vstopnine na Črni šagri niso imeli, temveč so se raje odločili za prostovoljne prispevke, saj so delovali po principu daš, kolikor želiš imeti naslednje leto. Velikokrat se je zgodilo, da so v škatli za prispevke našli tuje valute ali žetone za vinsko fontano, nekateri pa so vanjo vseeno potisnili papirnate bankovce. Aljaž danes meni, da financiranje s pomočjo prostovoljnih prispevkov ni vzdržno in da je vstopnina nujno potrebna. Zakaj je nujno potrebna? Zato, ker s tem, ko ti zakasiraš vstopnino, zaračunaš vstopnino za dogodek, s tem vzgajaš tudi publiko. Vzgaja se jo kako? Vzgaja se jo tako, da s to vstopnino ovrednotiš v bistvu svoje delo, delo glasbenika, delo vseh prisotnih na dogodku, kot sem omenil, od varnostnikov do hostes, do natakarjev. In v bistvu s tem, ko ne zaračunaš vstopnine, pa razvrednotiš vse to. Razvrednotiš glasbenika. In to je zadnja stvar, ki si jo želimo. Živimo v času, ko glasba, mogoče lahko to tudi pripišemo prejšnji vladi, in delu kulturnega ministra, ki je vso, dajmo reči, v primeru Črne šagre, alternativno kulturo, zdaj ali nam je ta izraz všeč ali ne, pustimo stati, tako razvrednotil, da je znotraj družbe izpade glasba že kot hobi, ne pa kot profesionalno udejstvovanje, ali kako bi to besedil. Ne? In s tem, ko se ne zaračuna vstopnine, to podpihujemo. Ljudje so začeli dogodke dojemati kot nek hobi, kot dajmo iti žurat, in kdo bo meni zakasiral za to, da grem jaz lahko žurat, tega se ne dela. To razvrednoti vse ure vaj, vse nakupe inštrumentov, ves denar, ki je bil vložen v to, da ta glasbenik tam lahko stoji in nastopa.
Glasbeni dogodki od sredine junija do sredine septembra potekajo tudi v Izoli pri Špini, kjer jih letos že 10. leto organizira Drago Mislej MEF. Koncerti potekajo v ozki Izolski ulici in so brezplačni. Ja, mi smo obvezani delati to brez vstopnine, zaradi tega, ker je to ulica. In mi moramo omogočiti prehod ulice, ne, in je seveda bi bilo, vsi bi lahko prosili občino, da nam da, da zapremo ulico, pa da imamo vstopnino, ampak to povsem spremeni potem koncept. Mi smo želeli, da je to odprto, da ljudje grejo mimo, pa da vidijo, da slišijo. Ni to klasičen, grem na koncert, pa da bom slišal to in to, da grejo, da spoznajo kaj novega. Nam je v interesu, da ljudje spoznajo nove stvari in le pri nas so jih spoznali dosti novih. Kljub temu pa se tudi MEF-u zdi, da je vstopnina potrebna in da je glasbenike potrebno plačevati, saj se s tem vzpostavi odnos poslušalca do nastopajočega. Če ni vstopnine, veš, lahko tudi velik bend prije mimo ne plača, nič mimo reče, brez veze, ne. Če pa bo za to plačal 60 €, ne bo nikoli rekel, da je brez veze, veš, bo rekel, kako je bilo fino, ne, tiste, ne. In zato je, in tudi se bo obnašal drugače, če plača vstopnino, kot če jo ne plača, ne. In predvsem ne bo noben se pijan prvalil noter, pa na oder padel, ne. No, to je, in jaz sem pristaš vstopnine, tako kot sem pristaš tega, da seveda se glasbenikom normalno plačuje in take normalne honorarje, in je pa res, da je država poskrbela za to, da pravzaprav ne moreš mu plačati honorarja tako, kot bi želel, ker je nabila take davke na to, da če greš preko avtorskega honorarja, pravzaprav polovico denarja daš državi skoraj. In je to res hudo, zato imajo muzikanti vsi po vrsti velike probleme in morajo delati SP-je, morajo se delati preko društev, preko vsega sorti, zato da dobijo vsaj nekaj. Recimo, da vem, če ti pride en bend igrat 5 od njih, pridejo igrat za Jurija, pa to so že znani bendi za Jurija, ne. Oni bodo dobili, na koncu bodo dobili 600 €, ne. 600 €, ko se razdelijo, vsak bo dobil 100 €, pa še v neki vozu bo dobil za bencin. Pa da vidim jaz te silne menadžerje in poslance, ki bojo hodili se tak denar delati, no. Z obveznostjo plačevanja vstopnine za glasbene dogodke se strinja tudi Max Bembič, vokalist, tekstopisec in kitarist v obalni indie rock zasedbi No Air, ki glasbo ustvarja že 10 let. Vstopnina vsekakor bi mogla biti, ne. Če ne drugo, zaradi tega, ker nek obiskovalec nekega dogodka, že ko plača vstopnino, se s tem, ne vem, kot da ima, ok, zdaj sem to plačal in zdaj bom jaz v tem užival, ne. Ne bom pa užival v pitju pijače in debati, ne, ampak bom pač ta koncert izkoristil, ne. In to v bistvu nekako, ne vem, motivira in nekako disciplinira publiko. In je to vsekakor dobra stvar. Zdaj, če je manjši bend, bo pač organiziral koncert na manjšem placu, ne. In vseeno lahko vstopnine, bo manj vstopnic prodal, ampak ne bo imel pač poln plac, čeprav majhen mogoče, ne, kot ideja. Ampak spet tako zanimivo mi je to, no, ko so organizirani kakšni festivali in zdaj, ali pa ne, kakšni dogodki in zdaj spodbujamo mlade bende, da se pokažejo v publiki in tako naprej. Zdaj ne moreš ti, po mojem, ne, zdaj nisem nek organizator, ampak ne moreš ti zdaj dati samo mlade bende, ne, ki nimajo nobenega imena še, ne, pač publike ne bo, se ne bo imeli komu predstaviti, ne, moraš dati nekega headlinera, ki je popularen, ne, da pritegneš in potem pridejo ljudje poslušati tudi te bende, ki so komaj na začetku svoje poti, ne. Tako da po moje neka kombinacija obojega je idealna, no. Ob obisku koncertov malo kdo pomisli na vse priprave, ki so jih nastopajoči vložili v pripravo koncerta. Plačilo, ki ga prejmejo za izvedbo, ne pokrije vseh stroškov, ki jih imajo glasbeniki. Ne, absolutno ne. To je v bistvu
v našem primeru ljubiteljsko. Vse to, kar dobimo, gre ponavadi za stroške, ne? Ampak ne tiste potne stroške za vsako tedenske vaje, ne? Ampak za stroške snemanja spotov, komadov in v bistvu na koncu mogoče kaj ostane tudi za nas, ne? Da si povrnemo malo, ampak spet vsekakor ni to dobičkonosno za nas, ne? Aljaž Novak je prav tako glasbenik. Trenutno je back vokalist v postprogresivni metalski glasbeni skupini Hey An. Zato poleg organizatorske plati pozna tudi stališče glasbenikov. Pravi, da se z finančnega vidika glasbe ne splača delati. Ne, definitivno ne. Mislim, tako bom rekel, vedno je veljalo nasploh v družbi, da je glasba nekaj za dušo. Samo imamo pa ljudi, ki drugega razen glasbe niso vešči in od tega si želijo od tega živeti. Nimajo pa te možnosti. Ravno zaradi te finančne nevzdržnosti. Mislim, jaz bi dal konkreten primer. Imamo Koper, kjer je problem dati 10 evrov za vstopnino, potem pa gremo raje v bar, zapijemo 30 evrov in pol jih pustimo še 20 na WC-ju. In tudi če vstopnina je, so stroški organizacije koncerta tako veliki, da vstopnina ne zadostuje za honorar glasbenikov. Moj odgovor je ne. Redko kdaj, dajmo v konkretnem primeru Kopra, ne. In v primeru Jeffa. Jeff je bil nekoč brezplačen. Ko je študentski klub, ki je organiziral Jeff, imel enormna sredstva na razpolago. In teh sredstev je seveda z leti vedno manj. In zato je bilo treba za Jeff zračunavati vstopnino in to vedno višjo. Zdaj mislim, da se že giblje okrog 7 evrov. Koprska publika je to z veliko težavo prežvečila in malo da ne izpljunila ven. In so vsi začeli iskati načine, kako priti zastonj not. Včasih je bilo zastonj, zdaj so drugi cajti. Denarja ni več. In enostavno, če se pripelje nek program, ki stane enormne količine denarja, res enormne količine denarja, ga je treba, mislim, to mora publika začeti ceniti. Ne? In ne, glasbenikov vstopnina ne pokrije. Če bi si želeli pokriti en malo večji, malo bolj uveljavljen band, bi mogli v našem Kopru s prostori, ki jih imamo, dajmo vzeti za primer Pretorsko palačo ali atrij Pokrajinskega muzeja, bi vstopnina mogla biti minimalno 25 evrov. Minimalno. Tega si koprska publika, nekateri si to lahko privoščijo, nekateri ne, ampak tudi tisti, ki si jo lahko privoščijo, je ne bodo plačali. Ne, redko kateri bodo. Ne. In to je problem, zato ker smo bili skozi leta teh brezplačnih dogodkov, smo se jih navadili in tukaj kažem s prstom na občinske dogodke in na dogodke javnih zavodov, ki delujejo znotraj občin, ne samo koprske občine, tudi izolske, tudi piranske in tudi ankaranske. Zastonjkarski dogodki so strup za glasbeno sceno in za industrijo žive glasbe. Ne? Nekaj koncertov se odvije tudi v Centru mladih Koper. Ta je financiran iz finančnega plana centra, ukolikor pa so organizatorji zunanji, imajo možnost prijave na razpis za financiranje prireditev, ki jim pokrije del stroškov. Če se zunanji organizatorji ne prijavijo na razpise, se financirajo iz vstopnin. Jana Otočan, ki je v Centru mladih Koper vodja oddelka za mladino, pravi, da se bodo ljudje morali navaditi na vstopnine. Tudi ona je namreč poudarila, da so stroški organizacije ogromni. V zadnjem letu koncertov v CMK-ju niso več zastonj, so dejansko plačljivi, seveda za mladino do 29. leta so simbolične vstopnine, ker se pač moramo tudi njim prilagoditi glede na finančno situacijo, ki jo imajo. Edina prireditev, ki je dejansko brezplačna v Centru mladih Koper, je festival Cmokfest, ki je v bistvu kot neka nagrada mladim ob zaključku šolskega leta in jim pač takrat ponudimo program zastonj.
Mislim, v bistvu mi smo imeli prej vstopnino 3 evre za mlade in 5 evrov za pač vse starejše od 29. leta. Zdaj so dogodki, ki jih mi organiziramo, plačljivi, torej 5 evrov za mlade in 8 za starejše. Ukolikor pa so zunanji organizatorji oziroma mladi sami organizatorji določajo oni ceno, glede na pokritje stroškov, seveda ta cena ne more biti astronomska, ker smo še vedno center mladih in se prilagajamo mladim. Mladi, ki zahajajo v Center mladih Koper, so velikokrat vključeni v samo organizacijo dogodkov in zaradi tega razumejo, kaj pomeni organizacija dogodka. Glede tega, ali je občinstvo vedno bolj vzgojeno in pripravljeno plačati za dogodek, pa imajo sogovorniki različna mnenja. Mislim, da se je končalo, vsaj za moje osebno mnenje, obdobje zastonjkarstva, da je treba spodbujati ljudi, da je in jih izobraževati konec koncev, kaj vse stoji za eno prireditvijo. Tukaj moramo govoriti, da so glasbeniki ali pa različni izvajalci konec koncev imajo neke vaje za sabo, neko šolanje in tako dalje, da je tukaj tehnik, da so tukaj prostori in tako dalje. Tako da mislim, da je prav, da se neke vstopnine daja, predvsem zato tudi, ker privabimo ljudi, ki jih tisti eventi dejansko zanimajo. V tej sceni danes, kot je postavljena, ne samo v Sloveniji, ampak svetovno je po mojem v bistvu glavni dohodek, glavni vir ustvarjalca je nek prispevek, ki ga da poslušalec in vsekakor je se nasloni na temu. Nekoč je bilo bolj od prodaje medijev, pač CD-jev in vinilk in tako naprej, neke avtorske pravice. Danes pa je v bistvu vse sloni na temu. Torej nek direktn nakup majice, nakup CD-ja ali pa obisk koncerta, plačilo vstopnine. In v bistvu glasbenik živi večinoma od tega. Torej, ampak vidim, da ljudje to prepoznajo in cenijo. In vsakeč, ko daš nekaj novega ven, naj bo to lahko pač glasbeni izdelek, naj bo to nek merch, ker je danes tudi nek vir dohodka, benda. Ljudje to kupijo, z veseljem kupijo, zdaj, se ne bunijo, zdaj, koliko je drago, in tako, ker vejo, se že zavedajo tega, da tudi če ne vem, bo dosti primerov bilo takih, nimam CD-playerja, ampak bom kupil vaš CD, da vas podprem. Tako da to je vsekakor nekaj pozitivnega. Te naše smo pa mi vzgajali 10 let. 10 let so ne vse, mislim, tiste, ki pridijo, ki rezervirajo si sedeže in to, tisti so perfektna publika, ki posluša vse vrste muzike. Mi lahko damo od klasike do punka, posluša, zna nagraditi, zna vse in tudi točno ve, kdaj je prišel kakšen prodajati jajca, malo tako za bubrege, pa jim pride pa reče, to tukaj pa ni bilo, Bog ve kaj, za tisto, ko vidi, da nekdo poskuša se tako zmuzniti skozi tisto. Drugače pri veliki večini, moram reči pri 95% so zadovoljni, jih nagradijo in se radi pogovarjajo o tem. Radi pridijo, ker vejo, zaupajo, na en način v bistvu zaupajo meni tudi, da bom pripeljal nekaj, kar bo dobrega, kar bo novega, kar bo za njih fajn. Ker je velika odgovornost zame za to, ampak meni ni težko, jaz itak bi sam zaradi sebe to delal, ne zaradi njih. Če delaš zaradi sebe, potem delaš tako, da je tebi prav. In k sreči je to tudi njim. Najslajše je to, kar je zastonj. Se vsi vemo. Ampak to je ta problem, ki se vleče v našem prostoru. In v našem prostoru, v naši majhni občini, v Ljubljani te razlike ni v bistvu. Ali je plačljivo, ali ni, udeležba bo, ampak dobro, to je še vedno zaradi večje mase ljudi. Je pa pri nas se pa to absolutno pozna. Me res zanima, kakšno bi bilo, ne vem, dajmo vzeti Kristino Davena, ki jo obožujem in oni koncert je, mislim, smo ga rabili. Vsi smo
vsi smo bili presrečni, je bil brezplačen. Če bi bila vstopnina, magari 10 evrov, ne vem, kam bi prilezli. In kakšna bi bila rešitev? Rešitev vidimo v tem, da občine in javni zavodi zaračunavajo vsaj simbolično vstopnino oziroma postavijo neko minimalno možno vstopnino in izkupiček tega namenijo v dobrodelne namene. Zdaj imamo poplave. Pa dajmo, kje so občine zdaj? In vsa dobrodelnost, ki si vsi tako močno želimo in hrepenimo po njej, dajmo pomagati, dajmo biti solidarni, dajmo izkoristiti. Dajmo zdaj Kristino Devena in zaračunati 25 evrov vstopnine, pa dobrodelno za poplave. Pa da vidimo. Tako, pa ste slišali. Boste od zdaj naprej lažje plačali vstopnino? Thank you.